dobrodošli v oddaji Aktualni dogodki. Danes se bomo dotaknili Miklavževanja, praznika, ki se s sporočilom radodarnosti, solidarnosti in sočutja ponuja pomemben opomnik v teh negotovih časih. Sveti Nikolaj, simbol nesebične pomoči in skromnosti, nas navdihuje, da tudi sami prispevamo k bolj povezani in vključujoči družbi. V nadaljevanju bomo skupaj z našimi študenti Jani Kodre, ZDŠ, David Jerman, ČMO in Mark Anton Ramšak, EMT program, raziskali, kako te vrednote lahko oblikujejo naš svet danes. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste danes z nami. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Jani, začeli bi s tabo. Se kaj veseliš praznika, bi podelil kakšno osebno izkušnjo? Ja, praznika se seveda veselim. To je res en tak lep, magičen čas v letu, ko smo v takem temnem mesecu in imamo en tak praznik, za katerega se veselimo, ne samo mi, celotna družina in družba. Na Miklavževanje imam res samo lepe spomine, od daril, od pisanja pisem, ko smo bili še majhni, svetemu Miklavžu, pa razne družinskih druženj in biti samo z družino, pa tudi kakšno šibo smo tudi dobili, ne. David, bi še ti podelil kaj z nami? Ja, z našo družino imamo že dolgo časa lepo tradicijo Miklavževanja, se vsako leto zberemo, tudi zdaj, ko smo starejši, in si damo darila, bodisi mandarine, kakšne medenjake, piškote ali pa kaj bolj uporabnega, tudi kakšna šiba tudi pride pri nas, ampak je to res en lep praznik, ki ga skupaj praznujemo, zato sem zelo hvaležen, da se približuje tudi to leto. Mark, bi še ti podelil kakšno osebno izkušnjo? Jaz sem Miklavževanje že tudi izkusil v različnih skupnostih, v župniji, doma, pri skavtih, tudi zdaj v bogoslovju. Mi je pa dragoceno, da je vedno ena taka izkušnja, ko se med seboj povežemo in se razveselimo. Jani, ti kot študent ZDŠ programa, kako lahko Miklavževo praznovanje spodbuja radodarnost in nesebično pomoč v sodobni družbi? Ja, to je res en tak poseben čas v letu, ko se zbere ne samo družina, celotna družba, ker to je res ena taka globoka tradicija, sploh v našem slovenskem prostoru. In to tradicijo delimo res z vsemi, ne. Torej, vsak posameznik v družbi je nekako vključen noter in veliko od njih tudi čuti neko pripadnost, ne, zato ker skupnim praznovanjem, druženjem, skupnimi obredi gradimo en tak skupnostni spomin, ker potem nas to tudi obda s pripadnostjo, skupnim ciljem, skupnim vrednotam, kar je zelo pomembno. Potem tudi za otroke in mladostnike je sveti Miklavž res ena taka pomembna oseba, ker skozi ta lik se otroci učijo o čustveni inteligenci, dobivajo moralno izobrazbo. Na primer, če pogledamo Parkelj in Hudiček, Parkelj in Angelček, ne. Angelček uči dobrote, pri Parklju pa se nekako tudi otroci naučijo reflektirati o dobrih in slabih dejanjih, pa se potem tudi potrudijo in je tudi tak dober vpogled za vsakega otroka, da vidi, kaj pomeni biti empatičen, radodaren in da potem to novo naučeno znanje deli z prijatelji in z družino, tako da res pomemben čas. David, ti kot študent ČMO programa, zakaj sta spoštovanje in sočutje ključni vrednoti, ki jo Miklavževanje poudarja in kako jo lahko udejanjamo v vsakdanjem življenju? Miklavževanje je praznik, kjer je ključno neko obdarovanje in tudi neko prijateljstvo in občutek neke skupnosti. In spoštovanja je vsak človek reden, po mojem mnenju, in ravno tako s tem, ko ti daš darilo nekomu, s tem mu izkažeš spoštovanje in imaš tudi samo spoštovanje do samega sebe. Sočutje pa tukaj tudi seveda takoj pride notri v igro, v smislu, da se moramo razumeti med sabo, da lahko pride do nekega stika, da imamo dobra dela v sebi, ki jih lahko delimo z drugimi. In se mi zdi, da je sočutje in spoštovanje neko dostojanstvo, ki ga mora vsak človek prejeti, in z Miklavževanjem to lahko lepo izrazimo. In če govorimo o nadaljnjih generacijah, je to en tak lep primer, kako lahko mi neko tradicijo
vključimo v neke psihološke in sociološke vidike in s tem pomagamo ne samo otrokom, tudi starejšim, staršem, tistim ljudem, ki so v velikih krizah in jim na nek način lepo polepšamo dan in večer s temi obdarovanji. Menim tudi, da je miklavževanje res lepa slovenska tradicija in se mora tudi to ohraniti v naši družbi in je to zelo lepo, da pride do tega. Mark, kot študent EMT programa in bogoslovec, kako nas skromnost in ponižnost svetega Nikolaja lahko navdihujeta v svetu, kjer prevladujejo individualizem in samopromocija? Ponižnost se mi zdi tukaj pomembna iz tega vidika, da je pravzaprav osvobajajoča. Če smo ponižni, pomeni, da se zavedamo tega, kar smo. Svojih nemoči in svojih moči. In tega, da sem grešen in tega, da sem ljubljen Božji otrok. In en drug vidik ponižnosti je pa tudi to, da se zavedam, da ne izhaja vse iz mene, ampak tudi iz Boga. Da je On ta izvir dobrega, ki prihaja in da v bistvu po moji svobodni volji, ko se jaz v bistvu odločim za to, da naredim nekaj dobrega, lahko Bog prek mene deluje. In če ni vse, kar počnem, samo odvisno od mene in od mojih prizadevanj, ampak je nekako Bog tisti izvir, pa to tudi pomeni, da ne nosim jaz vse teže ali pa vse odgovornosti za to, kar naredim, ampak da je tudi nekaj zasluženja pri Bogu, oziroma bolj kot ne vse. In da to zasluženje me potem tudi osvobaja, če se zmotim, če padem, da imam nekoga, ki ga imam kot referenco, ki se lahko obrnem nanj, ga prosim za odpuščanje, za pomoč. Kar pa je v tem pogledu individualizma, lahko pa hitro pravzaprav v resnici povod za to, da se primerjam. Ker če sem jaz edini izvor, pol toliko, kar jaz dam od sebe, toliko sem jaz vreden, toliko je pol tudi nekdo drug vreden in se začnem primerjati. In ni več tega vidika, da je pa nekdo ob meni ali pa poleg mene, nad menoj, ki mi lahko da neko usmiljenje, neko opravičenje, ampak je vse odvisno samo od mojih moči. In zato se mi zdi, da je ponižnost pravzaprav osvobajajoča, ker se zavedam, da ni vse odvisno od mene. Jaz se vam vsem trem lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in nam predstavili Miklavža iz različnih perspektiv na naši fakulteti. Torej, danes smo lahko videli, da miklavževanje lahko tudi razumemo iz različnih perspektiv, kot so psihološka, sociološka in teološka. Torej, se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami. Se vidimo prihodnjič in nasvidenje.